poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave. Tonca Lukežu razmišlja. Smo tako vajeni komentirati nesposobnost, grijehe, napake, absurdne odločitve, neposobnost naše politike, da kar imamo kajšno dobro novico, ostanemo skoraj brez besed. Antele zadnje cajte smo prebrali puno dobrih novic. Na vladnem omizju za vprašanja slovenske manjšine dol v Rimu so da bi se lahko dvojezična šola brez težave preselila v koledž. Tako bi pa šparali država, dežela, pokrajina, gorska skupnost in občina. So tudi, da šole v Bardo in Tipani lahko ratajo dvojezične. Medtem, ko pišem telo tedensko razmišljanje, parlament bo more biti varhuon enega obtoženca. Čudež? Pa so vedno tisti ljudje, ki niso nikoli zadovoljni, a nušafajo vedno, ki ne gre. V telo kategorijo, navijem za ki, spada tudi puno novinarjev. More biti, da je stvar značaja, ali pa da je zak smo vajeni prebrati članke do konca, ne samo naslov. Ali pa samo zak nam je vseč razbivati škatle, tudi kar so naše. Pa mene se mi zdi vseh leh propovedati da naprimer tisto obtoženec, ki so ga varli von, ima podporo milijonov ljudi, da dol na omizju so samo da bi lahko rešili težave, ki v resnici bi morale biti zagotovljene človeške pravice. Da verjetno v Bardu in v Tipani so se že aktivirale te stare nacionalistične italijanske celice, čelule, da bi prepričali starše otrok, je dovolj, da prestrašajo ali prepričajo adneha, da če bojo sprejeli dvojezičnost, bojo pa šli komunisti jim ukraditi hiše. Nahar, pravim tako, zak sem vedno bolj prepričan, da je zares malo reči, ki so samo lete ali samo hrde. Sonce, ki previžge tisti, ki zagreje srce, tell me why. Povej ti zakaj se navrneš teraj. Smo na dvojezični šoli pri ravnateljici Živi Gruden, ravnateljici dvojezične državne šole. Živa zadnje cajte smo prebrali po časopisih, da reči grejo na bojš, se zdi v resnici. Za oblasti grejo saldo na bojš, in se ni zganilo že dolgo let. Kako so stvari zadale za sedež naše šole, recimo tako? Mi zelo pazljivo gledamo in beremo, kar se gaja, ker je že 3 leta, ki smo v teh prostorih, ki niso naš, ki so raztreseni tle po Špijetru, tako da se težko vidimo med sabo, težko sodelujemo, recimo osnovna in srednja šola. In delo gre naprej s težavami, tako da res komaj čakamo, da bi prišli nazaj pod samo streho. Saj vemo, da obnova stare šole, da se je zavlekla zaradi pakta o stabilnosti. Nov element je ta, da se zdi, da Videnska provinca misli nazaj dati špijetarski občini tole stavbo od telega koledža, kot mu pravijo, telega študentskega doma. In tole kaže po prvih, tako na prvi pogled bijaljama so pogledali, malo skušali narediti simulacijo, da bi ti prostori bili zadost praktično za celo našo šolo.
Seveda bi jih bilo treba prestrojiti, jih prilagoditi, tako da, ne vem, kjer so na vrhu bile kamre za spat, da morajo se urediti učilnice in tako naprej. Tale stavba ima to veliko prednost, da je blizu drugih šol, da je tudi na enem prostoru, ki je precej miren, ven od hudega prometa, od poti, medtem ko stara šola je na poti, ki gre v Ažljo, kjer je sad prometan, se nije prostora za ustavljati in tako naprej, ima celo vrsto težav. Tako da upamo, da tole, kar je si to obvezo, ki jo je sprejela tržaška prefektka, ki je vladna komisarka za celo našo deželo, kar so bili v Rimu na tem omizju, da skličen sestanek vseh, ki imajo kje pri tem, recimo občino, pokrajino, deželo in tako naprej, in da poiščejo rešitev. Tole mislim, da je za nas dobro upanje. Vem, da odbor staršev naše šole je tudi že vprašal prefektinjo za srečanje, ker če se spomnimo, starši so bili že pred leti naredili en tak začetni, recimo, načrt za obnovo tega oziroma za preureditev tega prostora. Tako se vračamo na staro, te prvo in te naredbuj pametno rešitev, recimo. Recimo, da tale rešitev je morda bila res najbolj pametna od vsega začetka. Jasno, da se ni tudi takrat vedelo, kaj misli provinca, ne. Zdaj ta nov element, mislim, da potiska v smer te rešitve. Ki bi bila najboljša, gotovo. Ampak tela rešitev živa bo, letos sta imele veliko več upisanih, recimo. In tela rešitev bo pomagala, da se bo šola še širila ali pa recimo več kot kaj ne bomo mogli. Mislim, da bi imelo biti recimo toliko razredov, toliko učilnic, da bi se šola lahko tudi še kaj povečala, ne. Logično je, da kar načrtuješ in gledaš za razrede, ki jih imamo do nas, moraš predvideti kakšne posebne učilnice za delavnice, za informatiko, za tehniko. Če v bodočnosti recimo rabiš več razredov, je treba verjetno te stvari malo stisniti. Po drugi strani je res, da če pogledamo tle okrog, prostora ga je in da se vse šole lahko še naprej širijo pravzaprav. Dobro, tole je ena novica, ki je zelo dobra, recimo, v smislu, da nekaj se hiba in morda končno po skoraj 4 letih pridemo tudi do kakega konca. No, brez igre besed, pero tako je. In druga stvar, ki smo jo brali živa, je pa tista od dvojezičnih šol v Terskih dolinah, ne. Ta deželni šolski urad je napravil ministrstvu eno vprašanje in odgovor je bil recimo pozitiven. Ja, kar vem, je odgovor pozitiven, se moramo zmisliti, da v zaščitnem zakonu, kjer je predvideno, da se odprejo druge dvojezične šole, je vedno zadaj tisti repek, ki so ga dali povsod in je brez stroškov za državo, senza ulteriori oneri per lo Stato. Odgovor z Rima, mislim, da je tak, da je pozitiven, postavlja pa pogoj, da se ne poveča
število razredov, ne, kar pomeni, da bi morali nekje vsi starši biti za to rešitev, ne, da se ne postavi kdo proti temu. Jaz mislim, da občine, tako Bardo kot Tipana, so že tako v stiku s starši, s družinami, da vejo, kaj mislijo in da bo ta stvar lahko šla naprej. Recimo, da v Bardu že dolgo let delajo s prispevki ali naših društev ali pa zakona 482 tečaje slovenščine na šoli, nekaj so tudi v Tipani delali, tako da mislim, da starši so že vajeni na to, ne? Ja, starši mislim, da so vajeni in tudi se mi zdi, da so precej odprti. Tudi ne pozabimo, da recimo posebno Tajpana, če gledamo, ima skoraj če da bliže čez Slovenijo kot po italijanski strani in tudi te vasi so precej z Breginjskim kotom precej povezane, tako da verjetno vidijo tudi ene možnosti za naprej v tem. Allora, s tem trostam, upanju, da šola se bo zares, dvojezična šola se bo zares širila tle in tudi v drugih dolinah. Živate, zahvalimo. Hvala lepa. Iz Nediških dolin. Beneški kulturni dnevi v Špetru v sredo 4. decembra ob 6. zvečer v občinsko dvorano. In je že skoraj božični čas. 7. in 8. decembra v Špetru bo že 10. izvedba božičnega trga, stara dela za današnji božič, prodajna razstava izdelkov obrti iz Nediških dolin in Posočja. 8. decembra ob 5. popoldan bo tudi prvi božični koncerti, ki jih organizira Gorska skupnost ter Nediža Brda v cerkvi v Kosti in v Podutani. Peli bojo zbori Matajur, Barski oktet, Trevali Tri doline, San Leonardo in Zlavja. Vrtača, Savodnje. Do konca decembra bo na ogled fotografska razstava Darja Simaca o lepotah Matajurja. Sonsorgan na Premi Friul v soboto 30. novembra. Beneški pankrokeri so finalisti festivala moderne glasbe v furlanskem in drugih jezikih manjšin, ki bo ob 9. uri v Palamostru v Vidnu. In še tradicionalni senjam za Sveto Barbaro, srečanje minatorju v Špetru v nedeljo 8. decembra. Zveza slovenskih seljencev, Slovenci po svetu, organizava tradicionalni senjam za Sveto Barbaro, ki varje vse minatorje in njih družine. Srečanje ex-minatorjev bo v nedeljo 8. decembra v Špetre, kjer bo ob 11. uri maša potrepa srečanje pred spomenika minatorju. Letos to so 300 let, Turezija imamo circolo Rozajonski dom. Circolo se djalo novembarja leta 1900. Štirkreduiste ano tri. Ano te prvi president od naša circola, to je bil Rejnek Aldo Madotto. Circolo je se djalo za pomoet, bronet, naše romoninje, i tukaj romonimo iz Dovrezja, ano pa našo kulturo. So prešle 300 let, ano, kar je rači je bilo narod. Nakratko betela račet, da smo pomole tu škole učiti naše otročitje, vse in račet kaj od boatuje, ki imamo iz Dovrezja. Smo organizali kurse za se naučiti, kaj več od naša romoninja, ano pa kako apuse. Smo publikali več rači, več ljubrinov, ano vsake leto kolindra. Od leta 2005 narejamo pa svoj naš glas.
za zdaj končne del od naših ljudi smo karjeni lit organizali tu ti rozojonske kulturske više kazanja del naše ljudi. Smo juskali pomojeti vse ni ten, ki niso prišli ne zbarati, porit je profesorje, porit je študentave, a smo zdaj pa poznati kraj odrezje, našo kulturo, a na naše romoninje. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.